Ja, hvala lepa, Renato, za to baročno in prijazno predstavitev. Predvsem se ti zahvaljujem za tvoje dolgoletno prijateljstvo, ki se je začelo leta gospodovega 2008 med skupnim bivanjem v Jeruzalemu. Kaj naj rečem na začetku tega predavanja? Danes je tak dan, da bi kot zgodovinar najraje vrgel vse tisto, kar sem skušal racionalno dognati, razumeti, preučiti v koš, kajti dejansko to zgodovinsko znanje danes se na prvi pogled ni veliko vredno. Ko sem se pripravljal za predavanje, sem se želel na začetku pošaliti, da sem v ponedeljek dobil močno konkurenco, ki si je nisem mogel predstavljati, kajti predavanje o zgodovini Ukrajine je imel tudi akademik, profesor, doktor honoris causa Vladimir Vladimirovič Putin. Žal ni ostalo samo pri šali, spremenila se je v grenko resničnost. Pa vendar, če bi skušal najti neki smisel v tem nocojšnjem predavanju, ko Ukrajina ponovno joče, potem je smisel ravno v tistem, kar doživljamo ob Vladimirju Vladimiroviču Putinu. Je učni primer za to, da lahko zgodovinski miti in legende v zmedeni glavi povzročijo še večjo zmedo. In zato se mi zdi danes kot zgodovinarju zelo pomembno, da kot zgodovinarji vztrajamo kljub okoliščinam pri nekem racionalnem jeziku in da se na vsakem koraku izogibamo legendam in mitom in mitološkemu jeziku. Čeprav so nam določeni zgodovinski legende in miti lahko tudi blizu. Na začetku bi rad tudi povedal disclaimer, in sicer zdi se mi, da je možno do zgodovine vzhodne Evrope pristopati iz dveh osnovnih smeri. Ena pelje z zahoda preko Poljske, druga pride z vzhoda preko Rusije. In ne morem in nočem skrivati, da sem sam do zgodovine Ukrajine prišel iz poljske smeri, da sem zgodovino Ukrajine začel spoznavati kot del poljske zgodovine, kar se gotovo pozna pri nekaterih mojih razumevanjih in interpretacijah te zgodovine. Sedaj pa bi prešel po tem disclaimerju na najbolj dramatičen del, na srečo zaenkrat, to je delitev zaslona. Sicer pa lahko med tem tudi napovem strukturo predavanja. V prvem delu, glavnini predavanja, bi se osredotočil na predstavitev zgodovinskih regij, kar je zelo pomembno tudi v sedanji krizi, in pa potem drugi del, predvsem primerjava med slovensko in ukrajinsko preteklostjo. Pa bom kar začel s prvim delom, to je predstavitev zgodovinskih regij Ukrajine oziroma ukrajinskih zgodovinskih dežel. Ukrajina je po površini tudi brez Krima še vedno največja evropska država in za njo in za njeno zgodovino je osnovno izhodišče in tudi vir težav, da je nastala kot velika zgodovinska lepljenka, kar pomeni, da so posamezne zgodovinske pokrajine, ki so vanjo vključene, izjemno raznolike. Kot se je pokazalo v zadnjih 20 letih, ta razdelitev se je nazadnje zelo močno pokazala na predsedniških volitvah leta 2004, ko vidimo, da med obema skrajnima deloma, se pravi skrajnim zahodom Ukrajine in skrajnim vzhodom Ukrajine, obstaja praktično popolna
popolno nesoglasje v političnih izbirah. Takrat sta se soočila recimo temu prozahodni kandidat Viktor Juščenko, ki je najbolj znan po zastrupitvi z dioksinom, in pa proruski kandidat Viktor Janukovič. In kot vidimo, recimo, so razmerja podobna kot v Keniji med različnimi plemeni v njihovih trdnjavah, saj je recimo Juščenko na Zahodu ponekod dobil do 96% glasov, Janukovič pa po drugi strani v okrožju Donetsk 94% glasov. Takrat se je tudi pokazalo, da je pravzaprav osnovna delitev Ukrajine na dva dela. In na tistega, ki ga sestavljajo območja, ki so kadarkoli v zgodovini spadala v okvir Poljsko-Litovske unije iz zgodnjega novega veka, ki je bila nekoč tudi največja evropska država, potem je pa po 3 delitvah Poljske izginila z evropskega zemljevida, in med tistimi deli Ukrajine, ki nikdar niso bili del te državne tvorbe. Po drugi strani pa se je hkrati, in se tudi iz tega zemljevida lepo vidi, izoblikovala nekakšna natančnejša trojna delitev med zahodnim, vzhodnim in vmesnim srednjim delom Ukrajine. Seveda na zahodu je prepričljivo zmagoval Juščenko, v srednjem delu so bili odstotki ponavadi bolj izenačeni, bolj ko gremo proti vzhodu, višji je bil odstotek, ki ga je dosegal takratni predsedniški kandidat in poznejši ukrajinski predsednik Janukovič, in na vzhodu, kot rečeno, popolna prevlada Janukoviča. Tu se kažejo te velike razlike in na koncu lahko govorimo o razdelitvi na 3 zgodovinske pokrajine. Preden pa bi prešel k temu poglavju, pa bi opozoril še na eno stvar, ki mi kar precej leži na duši, namreč gre za vprašanje, kako v slovenščini slovenimo in zapisujemo ukrajinska osebna in zemljepisna imena. Seveda, današnja slovenska pravopisna pravila narekujejo, da se zemljepisna imena in osebna imena Ukrajincev v glavnem zapisujejo v ruski obliki. Argument za to je morda deloma, da gre za cirilično pisavo in njeno pričakovanje, drugi argument je, da naj bi bila ruska imena in ruske oblike v slovenščini uveljavljene. Vendar, kot sem že velikokrat poudaril pri podobnih nastopih, je to tako, kot da bi Italijani in Angleži še vedno uporabljali obliko Laibach za Ljubljano, Petau za Ptuj, Heidenšaft za Ajdovščino in recimo tudi Steiermark za Štajersko. Zaradi tega sam uporabljam ukrajinske oblike imen, pri katerih je sicer dodatna težava, da je uradno pričakovanje, ki ga Ukrajinci predlagajo, prilagojeno zahodnoevropskim jezikom, ne pa drugim slovanskim jezikom. In tu je potem nekaj primerov osebnih imen, ki so posebej pogosta v vzhodnoslovanskih jezikih in v tem okolju. Nekaj ženskih imen, tako recimo ruska oblika Elena oziroma Jelena je po ukrajinsko Olena, Ekaterina ali Ekaterina je Katerina, Svetlana je Svitlana, Oleg recimo Oleg in tako naprej. No in pa zdaj zemljepisna imena, to je pa morda še večji problem pri govorjenju o zgodovini Ukrajine, kjer imamo zlasti veliko problemov z najbolj znanima ukrajinskima mestoma, to sta Kijev in pa Lviv ali Lvov.
Zdaj, recimo, da je oblika Kijev že toliko uveljavljena v slovenščini iz ruščine, da je verjetno ne bo mogoče nadomestiti z obliko Kijev. Pri ostalih imenih ukrajinskih mest ali pa recimo tudi reke Dnjeper pa mislim, da bi bilo primerno, da v doglednem času slovenski pravopis predvidi tudi rabo ukrajinskih oblik krajevnih imen, ki jih bom tudi v okviru tega predavanja uporabljal. Sedaj bi pa prešli k naslednji točki, kot rečeno, torej 3 zgodovinskim regijam, ki so bile razvidne tudi iz razdelitve glasov na predsedniških volitvah leta 2004. In Ukrajina danes sorazmerno jasno družbeno, politično in socialno razpade na zahodni, srednji in južni in vzhodni del. Ti 3 deli se tako, kot je Cezar vojne zapisal o Galiji, medsebojno razlikujejo predvsem po narodni, jezikovni pripadnosti, po kulturnih navezavah in tudi po odnosu do zahodne Evrope oziroma do Rusije. Seveda lahko takoj na začetku rečemo in vidimo tudi danes, da velja v osnovi za Ukrajino enako, kot je bilo lani rečeno o Belorusiji, da Rusija ni samo država, ki je vzhodno od Ukrajine, ampak je tudi država, ki je na neki način vzhod Ukrajine. Kar sicer skuša zdaj Putin tudi dobesedno uveljaviti, vendar je ta odnos do Rusije vsekakor za državo Ukrajino ključnega in bistvenega pomena. Če začnemo z opisovanjem teh razlik na Zahodu, potem je treba opozoriti, da so to deli, kjer je ukrajinska narodna zavest najmočneje zasidrana. Se pravi, zahodni del se razlikuje od vseh ostalih delov, da je bil tam vpliv Rusije skozi čas daleč najmanjši. Če bi zadevo nekoliko zaostrili, bi celo rekli, da vpliv Rusije na zahodne dele Ukrajine ni bil večji, kot je bil vpliv ruske kulture na današnji slovenski prostor. Edina izjema, ki je delala navezavo na Rusijo večjo, je bilo mogoče tradicionalno izročilo vzhodnega krščanstva namesto zahodnega, ki je prevladovalo v Sloveniji recimo, in pa raba cirilice kot pisave. Položaj zahodne Ukrajine je dobro opisal sodobni ukrajinski pisatelj Jurij Andruchovič, ki je rekel, da težko razloži svojim sogovornikom v Nemčiji, da njemu Dostojevski ni nujno bližji kot Hermann Hesse, da ob zvokih Kalinke ne občuti ničesar, da ne more slaviti ruskega baleta in da seveda mu pravzaprav Rusija nikakor ni bližja kot pa recimo Nemčija. To velja za zahodne pokrajine, ki so dolgo časa, in to je bilo odločilno, spadale v okvir Habsburške monarhije. Se pa vendarle vidijo razlike tudi med temi deli, ki so pripadle Habsburški monarhiji, tako da je ukrajinska narodna zavest daleč najbolj izrazita in razvita v delih Ukrajine, ki so bili nekoč del avstrijske kronovine Galicije in Ludomerije. In sicer gre tukaj za vzhodni del Galicije z glavnim mestom Lviv, ki so ga Nemci imenovali Lemberg, in je bil tudi glavno mesto Galicije. Tukaj govorijo tudi v vsakdanjem življenju ukrajinsko,
se imajo za Ukrajince, pripadajo pa grko-katoliški cerkvi v veliki večini, ki je bila sicer od leta 1944 ali pa nekoliko pozneje podvržena izrazitemu preganjanju, potisnjena v podzemlje, vendar je v podzemlju skoraj v celoti preživela in doživela seveda veliko renesanso po letu 1990. Drugi tak del, ki je nekoč spadal v Habsburško monarhijo, je Zakarpatje. Zakarpatje je neka ukrajinska različica Prekmurja, saj je bila že od visokega srednjega veka vključena med dežele krone svetega Štefana, kar pomeni, da je bila v tesni navezavi na Madžarsko. Tudi tam je večina prebivalcev, večina Ukrajincev pripadala grko-katoliški cerkvi, vendar je znano, da so Madžari v svoji polovici Avstro-Ogrske po letu 1867 izvajali dokaj trdo madžarizacijo, tako da ukrajinščina nikakor ni imela v Zakarpatju takšne vloge kot v vzhodni Galiciji in je potem leta zacvetela, pravzaprav šele po prvi svetovni vojni, ko je bila kot nekak podaljšek Slovaške ta pokrajina Zakarpatje priključena Češko-Slovaški in potem so tudi znotraj Češko-Slovaške odigrali grko-katoliški duhovniki zelo veliko vlogo, medtem ko je bila ta vloga v Galiciji vsekakor odločilna. Seveda tudi v Galiciji ni šlo brez težav, kajti v Galiciji je živelo v habsburških časih skoraj toliko Poljakov kot Ukrajincev in Galicija je bila tudi dežela, ki je imela vsaj v avstrijski polovici najvišji odstotek Judov, veljala je tudi za deželo nepismenih, vendar je kljub napetostim marsikomu, zlasti pa rojaku Jozefu Rotu, po letu 1918 veljala tako rekoč za nekakšno Indijo-Koromandijo. V primerjavi s tistim, kar je sledilo v prvi svetovni vojni, so bile razmere v Galiciji idilične. Tretji del, ki je spadal v okvir Habsburške monarhije, je bil pa tako imenovana Bukovina, tako seveda poimenovana zaradi svojih številnih gozdov. In to je bil del, ki ga je Habsburška monarhija dobila ob koncu 18. stoletja od Osmanskega imperija, kjer je sicer spadala v okvir vazalne kneževine Moldavije. Tako da, če so v Galiciji živeli Poljaki in Ukrajinci in Judje, so v Bukovini, od koder je prihajal tudi znameniti judovski nemški pesnik Paul Celan, živeli v skoraj enakih deležih Romuni in Ukrajinci. S tem, da se Bukovina od ostalih z Ukrajinci naseljenih delih Habsburške monarhije razlikuje po tem, da so tam prebivalci oziroma Ukrajinci ostali pravoslavci, se pravi niso bili unijati oziroma niso bili grko-katoliki. V teh treh delih današnje Ukrajine je bil torej ruski vpliv vse do leta 1939 minimalen, povečal se je pa seveda potem zlasti po letu 1944, ko so bili ti deli dokončno vključeni v sovjetsko Ukrajino. Četrti del, ki je sicer pripadal Rusiji že ob koncu 18. stoletja, pa je vseeno v njem ukrajinska narodna zavest in ukrajinski jezik danes močno ohranjen, pa je Volinija, ki pa je med obema svetovnima vojnama, tako kot Galicija, spadala v okvir druge Poljske republike oziroma Poljske. Sicer so se Galicija in Volinija zelo razlikovali, Galicija je bila precej razvitejša, Volinija je bila manj razvita, zaradi tega pa so Poljaki tudi nekoliko manj pritiskali na Ukrajince v Voliniji kot v Galiciji. Volinija se razlikuje od Galicije tudi po tem, da so Rusi leta 1875 tam že ukinili
grko-katoliško cerkev, tako da je večina Ukrajincev v Voliniji bila pravoslavnih. To je torej zahodni del z najmanjšim vplivom Rusije in zaradi tega je tudi ukrajinska narodna zavest precej razvitejša kot povsod drugod. To nam dokazujejo tudi številke, kajti recimo v nekdanjem galicijskem okrožju Ternopil, Tarnopol po rusko, se je leta 2001, ko so izvedli v Ukrajini zadnji popis, pri katerem so spraševali po narodni in jezikovni pripadnosti, se je za Ukrajince izreklo 98% prebivalcev, kar 99% pa jih je navedlo, da je njihov materni jezik ukrajinščina. Za Sovjetsko zvezo je sicer značilno, za območje nekdanje Sovjetske zveze je sicer značilno, da se materni jezik nikakor ne ujema tudi z jezikom, ki ga ljudje uporabljajo v vsakdanjem življenju. Vendar, na žalost, za Ukrajino nimamo tako natančnih podatkov, kot so na voljo za Belorusijo, glede dejanske rabe jezika. Vsekakor pa je tako, da v teh naštetih zahodnih pokrajinah, se pravi v nekdanji vzhodni Galiciji, v Zakarpatju, v Bukovini in v Voliniji, v vsakdanjem življenju prevladuje ukrajinščina. Torej vidimo v okrožju Ternopil, v nekdanjem delu, v nekdanji Galiciji, ta delež 98% Ukrajincev in 99% ukrajinščine kot maternega jezika, in tukaj seveda prevladuje grko-katoliška vera. Potem je okrožje Volinija, ki zajema sicer samo del te zgodovinske pokrajine Volinije, in tukaj je odstotek zelo podoben, torej 97% Ukrajincev in 97,3% je navedlo ukrajinščino kot materni jezik in jih tudi velika večina ukrajinščino v vsakdanjem življenju uporablja. Če pa potem gremo v srednjo Ukrajino, pa se tam razmere precej spremenijo. Srednja Ukrajina zajema predvsem območje, ki je seveda zgodovinsko pripadalo od 13. ali 14. stoletja naprej najprej k veliki kneževini Litvi, potem pa po najprej združitvi samo krone v eni osebi, v osebi litovskega velikega kneza Jogaile ali Jagiela po poljsko, in potem po realni uniji med Litvo in Poljsko leta 1569, kar je bilo sklenjeno v vzhodnopoljskem mestu Lublin, torej Poljsko-litovski uniji, s tem, da se ukrajinske dežele razlikujejo od beloruskih. Kajti Ukrajina je bila pridružena po Lublinski uniji poljskemu delu, se pravi, bila izločena iz litovskega dela in priključena poljskemu delu, kjer je sicer že prej bila tudi pokrajina Galicija, ki pa se je takrat imenovala Rusko vojvodstvo, največji del. Se pravi, Ukrajina je takrat priključena Poljski, beloruske dežele ostanejo v sklopu Litve in, kot pravijo zgodovinarji, na tej točki pride pravzaprav do ločitve med predniki današnjih Belorusov in predniki današnjih Ukrajincev. Če te delitve ne bi bilo, bi morda danes Belorusi in Ukrajinci tvorili en narod. Toda, kot rečeno, Ukrajina je pripadla Poljski, kar je seveda povzročilo tudi, da se je v teh poljskih delih povečal pritisk, da bi prebivalstvo sprejelo katoliško obliko krščanstva, in to je pravzaprav vsaj deloma krepilo tudi odpor, kar se je videlo kasneje v
uporu Bogdana Hmelnickega. Ampak da se vrnem k temu srednjemu delu, se pravi, ta srednji del spada seveda ravno tako v Poljsko-Litovsko unijo in potem po delitvah Poljske v celoti pripade Ruskemu carstvu. Tisti del, ki je bil na levem bregu reke Dnipro ali na vzhodnem bregu reke Dnipro, je bil pod rusko nadoblastjo že od zadnje tretjine 17. stoletja, oziroma de facto od leta 1667, po ustaji omenjenega Hmelnickega, medtem ko je del na desnem bregu reke Dnipro oziroma na zahodnem bregu reke Dnipro ostal v Poljsko-Litovski uniji do delitev Poljske ob koncu 18. stoletja. To seveda pomeni, da je bil v teh delih Ukrajine od 17. in 18. stoletja ruski vpliv izredno močan in ni bilo pogojev za razvoj kulture v ukrajinskem jeziku, ravno tako pa ni bilo pogojev za samostojni verski razvoj. Kajti čeprav je veliko Ukrajincev tudi v tem delu, ki je postal do konca 18. stoletja del Rusije, bil nekoč grko-katolikov, so ruske oblasti postopoma grko-katoliško cerkev v svojih predelih odpravljale in so to v glavnem naredile prej kot na območju današnje Belorusije. In rezultat tega je seveda, da je srednja Ukrajina danes bistveno drugačna, kot je zahodna Ukrajina. In morda je stanje v srednji Ukrajini za Slovenca najteže razumeti. Kajti tukaj se ljudje v veliki večini opredeljujejo za Ukrajince, so močno narodno zavedni, kar velja tudi za glavno mesto Kijev, po drugi strani pa govorijo v vsakdanjem življenju pogosto še danes rusko, kar je seveda posledica dejstva, da ne v obdobju Ruskega carstva in tudi ne v obdobju Sovjetske zveze, zlasti pa v zadnjih 33 letih Sovjetske zveze ni bilo pogojev, da bi se široke množice na tem območju v šoli učile ukrajinsko, je torej prevladala v vsakdanjem življenju ruščina. Dober primer tega je mesto Kijev, ki je sicer osrednje prizorišče, lahko rečemo poleg Galicije, ukrajinske narodne zavesti. Vidimo, da se je pri popisu 82% izreklo za Ukrajince in 75% jih je reklo tudi, da je ukrajinščina njihov materni jezik. Če pa gremo po ulicah Kijeva, ali pa vsaj do nedavnega je to veljalo, uporablja ukrajinščino precej manj ljudi. Nedavne statistike so govorile o 30%, morda tudi o kakšnem odstotku manj še. Da ne govorimo seveda o tem, da je velika večina tiska knjig, ki se jih da kupiti v Kijevu, še vedno v ruščini. In tega recimo Slovenci, za katere je slovenski jezik temelj narodne identitete, ne moremo razumeti, da je nekdo Ukrajinec pa govori v vsakdanjem življenju rusko. To bolj ali manj velja za celotno srednjo Ukrajino, se pravi tudi za okrožja od Vinice pa tja do meje z vzhodnim delom, tudi za Poltavo, od koder sicer izhaja tista oblika ukrajinščine, iz katere je nastal tudi današnji ukrajinski knjižni jezik. In vsaj še leta 2014 je ta jezikovna delitev veljala bolj ali manj 100%. Se pravi, če je bil človek recimo iz Lviva, potem je tudi govoril kot prvi jezik ukrajinsko. Če je bil pa iz Poltave ali Kijeva ali Vinice,
je pa govoril kot prvi jezik skoraj v vseh primerih rusko. Seveda se zadeva v neodvisni Ukrajini spreminja. V šolah je po osamosvojitvi veliko več možnosti za učenje ukrajinščine in to se pozna. Po letu 2014 pa je zaradi zaostritev odnosa do Rusije ta proces dobil tudi večji pospešek. Kar se pa tiče verske pripadnosti srednjih Ukrajincev, potem pa moramo reči, da jih velika večina seveda pripada kateri od oblik pravoslavja, vendar v srednji Ukrajini prevladuje tista pravoslavna cerkev, ki za svojega duhovnega poglavarja priznava metropolita v Kijevu, in sicer metropolita tako imenovane pravoslavne cerkve v Ukrajini. Položaj ni popolnoma jasen, kajti dolgo časa ta posebna pravoslavna cerkev v Ukrajini pri ostalih pravoslavnih cerkvah ni bila priznana. Šele leta 2019 jo je priznal ekumenski patriarh Bartolomej, se pravi konstantinopeljski patriarh, zaradi česar je ruska pravoslavna cerkev z njim prekinila odnose. Tako da del današnjih pravoslavnih cerkva priznava samostojno pravoslavno cerkev v Ukrajini, del pa ne. In končno, kot zadnji in seveda v zadnjih mesecih najbolj problematični del je pa del na jugu in vzhodu. To je pa tisti del Ukrajine v glavnem, ki ni spadal nikoli v Poljsko-Litovsko unijo in ga je Rusko carstvo pridobilo šele v konec 18. stoletja, pretežno od Osmanskega imperija. V ta del spadajo na jugu tako pomembna mesta, kot je recimo Odesa, potem Mikolajiv in Herson ob meji s Krimom in pa potem vzhodni predeli, predvsem sedanji območji, kjer prevladuje, kjer je središče tako imenovanih separatistov, to sta okrožji Donetsk in Luhansk, oziroma Luhansk se je včasih imenoval Vorošilovgrad. Se pravi, ti deli nikoli niso bili del Poljsko-Litovske unije, čeprav so jih v glavnem potem v okviru Ruskega carstva poselili z govorci ukrajinščine, je tukaj ukrajinska zavest ostala daleč najmanjša in poleg tega je treba tudi povedati, da je bilo ravno to območje najbolj prizadeto v okviru tako imenovanega holodomora ali velike ukrajinske lakote v začetku 30. let 20. stoletja, tako da je prišlo seveda do velikih izgub prebivalstva in demografska slika se je zaradi tega močno spremenila. Se pravi, prišlo je do naseljevanja ljudi iz ostalih delov Sovjetske zveze, ki seveda niso imeli navezave na ukrajinstvo. To se danes pozna. Vidi se sicer, da se tudi tukaj večina prebivalstva v obeh okrožjih, ki sta problematični, opredeljuje za Ukrajince, vendar manj kot 60%, govori pa jih v vsakdanjem življenju zanemarljivo malo ukrajinsko. Kot materni jezik sicer navaja ukrajinščino v Donetsku 24% in v Luhansku 30%, dejanski delež je pa verjetno še precej nižji. Torej, tukaj se ljudje govorijo rusko, se v glavnem nimajo zelo močno za Ukrajince, tudi tisti, ki se opredeljujejo narodnostno za Ukrajince, imajo relativno šibko ukrajinsko zavest. Če bi bilo mogoče, bi se verjetno opredeljevali za Sovjete, saj se čutijo nekako najbolj povezani s to sovjetsko dediščino in vidijo v Sovjetski zvezi tudi zlato obdobje težke industrije, ki je značilna za ta donješki bazen. In pa po veri so pravoslavci,
čeprav večinoma priznavajo duhovno nadoblast moskovskega patriarha, se pravi ne pravoslavne cerkve v Ukrajini, ampak moskovskega patriarha, ki ga pa v Ukrajini ravno tako zastopa kijevski metropolit. Imamo v bistvu dva kijevska metropolita, oba imata sedež v Kijevu, eden v cerkvi svetega Mihaela, v samostanu svetega Mihaela, ki je zanimiv tudi zaradi tega, ker so ga Sovjeti ob koncu 20. let razstrelili in so ga v samostojni Ukrajini zgradili popolnoma na novo, medtem ko ima pa kijevski metropolit, ki spada pod moskovskega patriarha, svoj sedež v znameniti kijevski Pečerski Lavri, ki je sploh eden najbolj znanih samostanov ruske pravoslavne cerkve. Vendar navezava vzhodnih Ukrajincev na vero ni zelo močna. Čeprav seveda v pravoslavnem svetu je prehajanje iz agnosticizma ali pa celo ateizma v pravoslavje lažje, kot je to v katoliškem svetu, zato so praktično tudi v Donješkem bazenu v zadnjih letih odkrili pravoslavje, ampak v času Sovjetske zveze seveda tukaj močne navezave na pravoslavje ni bilo, medtem ko je zahodna Ukrajina in deloma tudi srednja Ukrajina veljala vedno za tako imenovani mehki trebuh Sovjetske zveze, ker so bili ljudje nadpovprečno povezani z verskimi izročili. To je veljalo za Ukrajino, pa za Litvo, pa tudi za zahodno Belorusijo. To so bili ti recimo najbolj religiozni deli, ki so bili zaradi tega v sovjetskih očeh tudi problematični. To so torej te tri velike zgodovinske regije, ki se med seboj močno razlikujejo. Potrebno pa je povedati, da na začetku ukrajinske neodvisnosti, ob začetku 90. let, je bila ukrajinska narodna zavest izrazito močna samo v zahodni Ukrajini, zlasti v Galiciji in v Kijevu. To sta bila tudi edina dela Ukrajine, ki sta na referendumu o ohranitvi Sovjetske zveze 17. marca leta 1991 odločilno glasovala proti. V 90. letih se je pa potem ta močna ukrajinska narodna zavest počasi širila v srednjo Ukrajino. V 90. letih so v srednji Ukrajini še zelo veliko glasovali za komunistično partijo in za socialistično stranko Ukrajine. Lahko bi rekli, da se je s tem ponovila zgodba iz obdobja, ko je poskušala Ukrajina vzpostaviti svojo državo po prvi svetovni vojni in je bilo socialno vprašanje oziroma vprašanje, kaj bo z zemljo, pomembnejše od narodnostne opredelitve. In v srednji Ukrajini so se ljudje nadpovprečno bali, da bo zemlja, ki je bila v sovjetskih časih kolektivizirana, postala privatizirana. In to je bil razlog, zakaj so tako močno glasovali v 90. letih za komuniste. Ob koncu 90. let se je to spremenilo in začeli so tudi v srednji Ukrajini v glavnem glasovati za bolj nacionalno usmerjene kandidate. Ta prehod sta pa dosegla znana ukrajinska politika iz prejšnjih desetletij, Viktor Juščenko, ki je bil potem od 2005 do 2010 predsednik, in pa njegova nekdanja soborka in tudi ministrska predsednica Julija Timošenko. Mogoče bi ob tej priložnosti tudi povedal, da zelo veliko ukrajinskih politikov še danes je takih, da preden so zasedli visoke položaje v Ukrajini, sploh niso znali ukrajinsko. To velja recimo za drugega predsednika Leonida Kučmo, za sedanjega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki prihaja iz tega bolj
srednjega, pa celo že vzhodnega dela, potem tudi za Julijo Timošenko. Tudi Julija Timošenko, preden je postala namestnica predsednika vlade, ni znala ukrajinsko. Enako seveda tudi Viktor Janukovič, ki je prihajal iz Donjecka, ob nastopu funkcije ni znal ukrajinsko, in tudi Petro Porošenko, ki je bil predsednik pred Zelenskim, kot materni jezik, kot maternega jezika ni imel ukrajinščine, ampak ruščino. To so razmere, ki so za Slovence popolnoma nerazumljive. In še ena stvar, ki se tudi v slovenskih medijih velikokrat pojavlja in je služila tudi deloma kot opravičilo za Putinovo agresijo na Ukrajino, je govorjenje, da Ukrajina diskriminira govorce ruščine, da ne dovoli uradne rabe ruščine v Ukrajini. To je samo deloma res. Je pa res, da je v Ukrajini edini uradni jezik ukrajinščina, in to že od leta 1990. Ruščina je zelo veliko rabljena, veliko je v medijih, veliko je po televiziji, veliko je časopisov, velika večina knjig je v ruščini, nima pa ruščina statusa uradnega jezika. In tega tudi v Sloveniji marsikdo ne more razumeti, češ praktično polovica prebivalstva uporablja ruščino, pa ruščina ni uradni jezik. Na to je možno odgovoriti z zgodovinsko vzporednico, in sicer predstavljajmo si, kakšna bi bila raba jezika v Mariboru, če bi oblasti takratne kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev leta 1921, pa tudi 1925, kot drugi uradni jezik v Mariboru uvedle ponovno nemščino, ki je prej dolga desetletja ali pa dolga stoletja celo v mestu popolnoma prevladovala. Jasno je, da bi slovenščina v tem primeru iz javne rabe zelo kmalu ponovno izginila. Ravno tako bi se ne mogla uveljaviti, če ne bi prišlo leta po prvi svetovni vojni do obsežnega poslovenjanja šol v Mariboru. In podoben je jezikovni položaj v Ukrajini. Torej v Ukrajini je v času Ruskega carstva, pa potem v večini zgodovine Sovjetske zveze izrazito prevladoval ruski jezik. In še zdaj ima dominanten položaj, tako da je dejansko potrebno zaščititi ukrajinščino, čeprav na prvi pogled kaže, kot da je zaščitena kot kočevski medved. Kaj se zgodi, če se ruščino prehitro pripusti ponovno nazaj kot uradni jezik, pa dokazuje primer Belorusije, kjer je seveda predsednik Aleksandr Lukašenka, ki sam ni znal belorusko, forsiral ruščino in leta 1995 dosegel, da je bila ruščina ponovno uvedena kot drugi uradni jezik, je to dejansko pomenilo smrtno obsodbo za manjšo beloruščino. Predvsem zaradi tega, ker v Belorusiji ne velja stroga dvojezičnost, ampak je dovolj, da je vsak uradni dokument samo v enem jeziku. In to je pripeljalo do tega, da danes samo 10% otrok v Belorusiji obiskuje beloruske šole, velika večina ruske, in da recimo so izračunali, da od pravnih aktov v Belorusiji sta manj kot 2% izdana v beloruščini, ostale pa v ruščini. V Ukrajini bi morda na zahodu bilo malo drugače, ampak v celoti gledano bi pa uvedba ruščine kot uradnega jezika kot v Belorusiji seveda pomenila, da bi se Ukrajina ponovno vrnila v čas Sovjetske zveze oziroma čas intenzivne rusifikacije. Dobro, zdaj pa bi na hitro preletel še razlike in podobnosti in razlike
med ukrajinsko in slovensko zgodovino oziroma tista glavne točke zgodovinskega razvoja. Seveda, bistvena razlika je izhodiščna, to je, da je v ukrajinskih deželah v celoti gledano prevladala vzhodna različica krščanstva, ki se je uveljavila od 10. stoletja po Kristusu naprej, medtem ko je seveda so slovenske zgodovinske dežele bile v celoti v znamenju zahodne različice krščanstva. Za obe zgodovinski okolji je značilno, da sta zgodovinski lepljenki, vendar v Sloveniji kljub vsem zgodovinskim delitvam nikakor nimamo opraviti s tako močno regionalno razdelitvijo, kot je opisana razdelitev v Ukrajini, predvsem razlika med Zahodom in Vzhodom. Seveda nam je skupno tudi to, da so zgodovinske dežele, tako slovenske kot ukrajinske, pripadale različnim večjim zgodovinskim tvorbam in da je to povzročalo kulturni in jezikovni pritisk močnejših sosedov, pri čemer seveda zgodovinsko zanimivo igrajo v ukrajinskem primeru veliko večjo vlogo Poljaki, od konca 18. stoletja naprej pa Rusi. In ta ruski faktor je postal odločilen deloma v 19. stoletju, še bolj pa v 20. Čeprav se poljsko-ukrajinske napetosti niso pomirile in so doživele hude pospeške, predvsem zaradi boja ob koncu Prve svetovne vojne, pa potem zaradi asimilacijske politike druge Poljske republike do Ukrajincev v Galiciji in v manjši meri v Voliniji. In nazadnje potem še med drugo svetovno vojno, ko je prišlo do številnih obračunov med Ukrajinci in Poljaki, zlasti v Voliniji, kjer naj bi kot žrtev ukrajinskih nacionalistov padlo kar 35.000 Poljakov, po nekaterih ocenah 35.000 Poljakov. Tako da ta Volinija oziroma pokoli nad Poljaki v Voliniji še danes obremenjujejo ukrajinsko-poljski odnos, prav tako pa ga obremenjuje tudi poljska politika takoj po drugi svetovni vojni, ko so preselili Ukrajince iz juga Poljske na sever, iz njihovih, torej lahko rečemo, matičnih območij v območja, kjer seveda nikoli niso živeli. Prav tako se je narodno prebujenje obeh narodov nekje začelo ob koncu 18. stoletja, pri čemer je velika razlika v tem, da so bili Ukrajinci takrat razdeljeni na vzhodne Ukrajince, ki so od konca 18. stoletja naprej živeli v okviru Ruskega carstva, in na zahodne Ukrajince, ki so živeli v okviru Avstrije oziroma Habsburške monarhije, in položaj Ukrajincev na zahodu v Habsburški monarhiji je bil, kot rečeno, bistveno boljši kot na vzhodu. Jih je pa bilo približno samo 15% vseh Ukrajincev. Potem seveda ob koncu Prve svetovne vojne pride do poskusa oblikovanja samostojne ukrajinske države, o čemer bom čisto na koncu še nekaj malega povedal. Potem pa večina Ukrajincev spada v Zvezo sovjetskih socialističnih republik v okviru Ukrajinske sovjetske socialistične republike, kjer pa lahko ločimo vsaj dve fazi. Ena faza je ena redkih faz ukrajinskega bivanja v Sovjetski zvezi, ki velja še danes za pozitivno. To je tako imenovana faza ukrajinizacije ali korenizacije. Takrat se boljševiki nekako odločijo, da bi zmanjšali vpliv ostalin ruske caristične nacionalistične ideologije za podpiranje narodne posebnosti celega kupa narodov in narodnih skupnosti v Sovjetski zvezi in spodbujajo rabo posameznih narodnih jezikov in razvoj njihovih kultur. Potem se pa
že v zgodnjem Stalinovem obdobju ta politika začenja opuščati in se spremeni v svoje nasprotje, tako da v stalinskih čistkah večina ukrajinske in beloruske kulturne elite, ki je, recimo, nekateri so bili celo govorci ruščine, pa so se potem morali tako rekoč na silo učiti ukrajinsko v 20 letih, ob koncu 30 let pa so bili že zaprti ali pa ubiti zaradi tega, ker so zagovarjali ukrajinsko samostoj oziroma večjo ukrajinsko suverenost ali pa večji vpliv ukrajinskega jezika. Na to sledi brutalna rusifikacija, ki jo nekoliko prekine druga svetovna vojna in potem takoj prvo obdobje po drugi svetovni vojni, od konca 50 let pa od 60 let pa rusifikacija tako v Ukrajini kot v Belorusiji napreduje z velikimi koraki in rezultat tega je, da razen na zahodu Ukrajine danes v vsenaženju prevladuje ruščina. Seveda so tudi Ukrajinci doživeli podobno razdelitev kot Slovenci po prvi svetovni vojni, saj samo večina živi v Sovjetski zvezi. Drugi največji kontingent živi na Poljskem. To so najbolj zagreti Ukrajinci v vzhodni Galiciji in v Voliniji. Potem živijo Ukrajinci v Bukovini v okviru Romunije in kot rečeno, Zakarpatje je del Češko-Slovaške. Najbolje se godi Ukrajincem na Češko-Slovaškem, potem v Voliniji, najslabše pa pravzaprav v Romuniji, vendar je to relativno majhen del Ukrajincev. Seveda potem pa postane Ukrajina tisto, čemu rečemo Bloodlands, oziroma kar ameriški zgodovinar Timothy Snyder imenuje Bloodlands, se pravi, pride najprej do holodomora, že omenjenega v začetku 30 let. Danes je to bolj priznano kot genocid nad Ukrajinci in tudi ocene števila žrtev te množne lakote v žitnici Evrope, kar je največja ironija, se gibljajo nekje do 7 milijonov, recimo bolj konzervativne ocene od 3,3 do 5 milijonov žrtev in kot rečeno, je holodomor bistveno spremenil tudi demografsko strukturo zlasti današnje južne in vzhodne Ukrajine. Potem pa se znajde Ukrajina v mlinu druge svetovne vojne. Ta druga svetovna vojna pride v Ukrajino v obliki sovjetske zasedbe vzhodne Poljske po 17. septembru 1939. V uradnem jeziku se temu reče združitev ukrajinskih dežel. V resnici pa, čeprav je vzhodna Galicija najprej res ukrajinizirana, potem sledi brutalen stalinistični teror in zato nemško zasedbo zahodne Ukrajine leta 1941 marsikdo dočaka kot osvoboditev. Istočasno Nemci do konca leta 1941 zasedejo tudi večino vzhodne Ukrajine, torej tiste, ki je bila že prej v sovjetski Ukrajini. Zdaj, z drugo svetovno vojno so poleg ogromnih žrtev, ki Ukrajino postavljajo ob bok še nekoliko bolj trpeči Belorusiji, povezane nekatera vprašanja, ki jih zlasti v ruskem opravičevanju odnosa do Ukrajine še danes srečamo. To je predvsem torej to začetno ukrajinsko navdušenje nad nemško zasedbo, potem pa seveda sodelovanje Ukrajincev v šoji oziroma v uničevanju velike judovske populacije na območju Ukrajine. Zdaj lahko rečemo, da je Ukrajina eno od osrednjih prizorišč ali pa iz Ukrajine izvira zelo velik delež judovskih žrtev druge svetovne vojne. Slišal sem od nekega slovenskega zgodovinarja celo,
krilatico, da so Ukrajinci najbolj antisemitski narod na svetu, pri čemer bi pa vendarle morali biti nekoliko previdnejši, čeprav seveda je množično pobijanje Judov, zlasti tisto leto 1941 v Lvivu, pa na zloglasnem prizorišču Babin Jar v Kijevu zelo težaven del ukrajinske zgodovinske dediščine, podobno kot potem poboji Poljakov v Voliniji, kar so tudi izvajali ukrajinski nacionalisti. Voditelj ukrajinskih nacionalistov in tudi junak za zahodne Ukrajince Stepan Bandera je imel pa to srečo, da je veliko večino druge svetovne vojne preživel v nemški internaciji, tako da mu neposredno teh zločinov ni mogoče pripisati. Kakorkoli, uničenje Ukrajine seveda ogromno in s tem je tudi podobna razmeram na Slovenskem, so te razmere podobne kot na Slovenskem, seveda še nekoliko potencirane in treba je tudi povedati, da vsaj v delih Ukrajine po drugi svetovni vojni traja protikomunistični odpor tja do začetka 50-ih let, podobno kot v 3 baltskih državah, ki so bile seveda okupirane leta 1940 in priključene Sovjetski zvezi. Po letu 1944 praktično vsi Ukrajinci živijo v Sovjetski zvezi in na to so torej pod enopartijsko komunistično vladavino. Pozitivni vidik tega je recimo to, da živijo znotraj ene zvezne enote, Sovjetske zveze. Negativni vidik je pa brutalna rusifikacija oziroma porusenje, zlasti od konca 50-ih let naprej. Na zahodu pa tudi uradna ukinitev Ukrajinske katoliške cerkve, pri čemer je zelo negativno vlogo odigrala tudi Ruska pravoslavna cerkev, ki je asistirala sovjetski državi pri ukinitvi te osrednje ustanove ukrajinskega naroda v zahodni Ukrajini. Morda bi v zvezi s tem omenil eno od ključnih osebnosti ukrajinskega narodnega gibanja v 20. stoletju, to je lvivski metropolit Andrej Šepticki, ki je bil metropolit od leta 1900 pa do svoje smrti leta 1944. Umrl je že v času, ko je bila na tem območju ponovno Sovjetska zveza. Takrat so Sovjeti še dovolili njegov veličasten pogreb in on se je pravzaprav hvalil s tem, da je v svojem življenju preživel 7 različnih režimov. Bil pa je glavni steber ukrajinskega nacionalnega gibanja. In sedaj, če na hitro pogledamo še osamosvajanje Ukrajine, vidimo zelo veliko usporednic v razvoju tega gibanja med Slovenijo in Ukrajino. Seveda za Ukrajino igra posebno vlogo nepredviden dogodek, ki pa je na neki način razgalil nezadostnost sovjetskega okvira. To je bila katastrofa v Čornobilu oziroma Černobilu, kot ga bolj poznamo po ruskem imenu spet, torej konec aprila leta 1986. Tako se je pravzaprav ukrajinsko nacionalno gibanje razvilo iz gibanja za zaščito okolja in približno takrat, ko na Slovenskem začnejo nastajati prve od režima neodvisne politične organizacije, se to zgodi tudi v Ukrajini, nastane nacionalno gibanje RUH, RUH pomeni gibanje, ta beseda
in to gibanje že na delno svobodnih parlamentarnih volitvah v Sovjetski zvezi leta 1989 doseže lepe uspehe. Tako da je pravzaprav Ukrajina poleg Poljske, poleg Litve in nekaj drugih baltskih republik in tudi Slovenije eno od pionirskih okolij demokratičnega gibanja v času tik pred padcem Berlinskega zidu. Vendar je v Ukrajini še vedno velika zadržanost, kar se tiče ločitve od Sovjetske zveze. Na referendumu o tem, da bi se Sovjetska zveza ohranila 17. marca 1991, je v Ukrajini še vedno 70% glasovalo za ohranitev Sovjetske zveze na novih temeljih. To je v času, ko so se baltske republike, Gruzija, tudi Armenija od federacije že ločile. Seveda je tukaj zelo velika razlika spet med zahodnimi deli, kjer je večina proti ohranitvi Sovjetske zveze, in pa vzhodnimi deli, kjer so praktično vsi za to ohranitev. Nazadnje pa da pospešek osamosvajanju poskus puča proti sovjetskemu predsedniku Gorbačovu avgusta 1991. Partijsko vodstvo v Ukrajini praktično ta puč na tihem podpira, ampak potem, ko pa spodleti, pa se ti isti partijski aparatčiki pod vodstvom Leonida Kravčuka odločijo, da bodo naenkrat razglasili ukrajinsko neodvisnost 24. avgusta 1991, in ker zdaj časa že več ni, bom pohitel. Torej, kar je bistveno kasneje, je to. Referendum o samostojnosti izvedejo v Ukrajini po razglasitvi neodvisnosti, v Belorusiji pa nikoli. In to je 1. decembra 1991. In takrat tako Gorbačov kot Jelcin v Rusiji pričakujeta, da bodo vsaj na vzhodu Ukrajine ljudje glasovali proti neodvisnosti. Vendar se to ne zgodi in neodvisnost dobi kar 90% glasov. Zelo podobno kot v Sloveniji, in celo na vzhodu je podpora večinoma nad 80%. Celo na Krimu je malenkost več kot 50% volivcev bilo za samostojnost. In pravzaprav je ta referendum povzročil dve stvari. Od takrat naprej se je videlo, da Sovjetske zveze ni več mogoče rešiti, in druga stvar, po mojem mnenju, je bil to odločilni trenutek, ko so se prelomila razmerja v Rusiji. Do takrat, če spremljamo razvoj leta 1991, je Rusija pod Jelcinom šla v smer demokratizacije, je podpirala tudi prizadevanja za večjo samostojnost ostalih republik, med drugim tudi je bila relativno naklonjena slovenskemu osamosvajanju. Ukrajinski referendum je pa zadeve spremenil in lahko rečemo, da od takrat naprej spremljamo, kako počasi Rusi vedno manjšo vlogo pripisujejo demokraciji, vedno večjo vlogo pa obnavljanju imperija, za katerega pa velja Ukrajina kot kronski dragulj. In tu se mi zdi, da je pomen tega referenduma velik. Seveda potem sicer naslednji teden sledi srečanje v Beloveški pušči med predsednikoma Ukrajine in Rusije in pa predsednikom beloruskega parlamenta in se dogovorijo pravzaprav o ustanovitvi skupnosti neodvisnih držav, kar je žebelj v krsto Sovjetski zvezi. Potem Gorbačov odstopi in s tem je konec Sovjetske zveze. Kot rečeno, ni takojšnje ruske vojaške intervencije, so sicer neke ideje v Rusiji, da bi Ukrajino si že leta 1992 ponovno priključili.
ampak do vojaške intervencije pride torej 2014 in pa letos, oziroma danes, če smo natančni. Zdaj, ker je časa praktično že zmanjkalo, bi samo na hitro opozoril še na to, da je prišlo do poskusa ustanovitve ukrajinske države že po prvi svetovni vojni. Ta poskus je na koncu spodletel, kar je deloma nenavadno, saj so Ukrajinci po številu pripadnikov večji narod kot marsikateri drug, ki je po prvi svetovni vojni državo dobil. In celo to je treba reči, da recimo Slovenci so imeli ob koncu ali pa proti koncu prve svetovne vojne razvito vso nacionalno infrastrukturo, imeli so jezik v uradih, imeli so svoj tisk, imeli so svoje politike, politične organizacije, imeli so šolstvo, sicer ne na vseh stopnjah in ne po vseh delih slovenskega ozemlja enako razvito, ampak vse to so Slovenci imeli, pa niso prišli do zamisli o samostojni slovenski državi, ker so preveč bali, da bi obtičali v navezavi z avstrijskimi Nemci. Ukrajinci pa ravno obratno niso imeli nacionalne infrastrukture, ampak so se nekje leta 1917 odločili, da bodo poskušali oblikovati ukrajinsko državo. Imela je več faz, te faze so bile tudi odvisne od položaja na frontah prve svetovne vojne, tako da ena faza od aprila 1918 je bila pod izrazitim nemškim protektoratom, to je bila ukrajinska država pod vodstvom hetmana Pavla Skoropadskega. Nazadnje pa ni prišlo do ustanovitve ukrajinske države ne na zahodu v Galiciji, ne na vzhodu v nekdanjem ruskem carstvu, ker se je pač znašla v senci močnejših sil. Na eni strani so bili to Poljaki na zahodu, ki so premagali Ukrajince in jih potisnili na vzhod, v vzhodno Ukrajino. Na drugi strani so bili to Sovjeti, potem pa še nasprotniki boljševikov v ruski državljanski vojni, ki so prav tako težili k obnovi, vsaj večino časa k obnovi enotnega ruskega carstva z vodilno vlogo Rusov. In tu so bili seveda tudi boljševiki, ki so težili k ustanovitvi Ukrajinske sovjetske republike. Predvsem pa je treba poudariti, da je bilo verjetno za neuspeh poskusa ukrajinske osamosvojitve je bilo usodno, da se Ukrajinci niso mogli dogovoriti, kaj je pomembnejše. Ali socialne reforme, predvsem v obliki razdelitve veleposestniške zemlje, ali pa nacionalna osamosvojitev oziroma poudarjanje nacionalne samobitnosti. In ker so glede tega vedno obstajali spori, tudi znotraj ukrajinskega gibanja, je bilo to še dodaten oteževalni element pri ustvarjanju neodvisne ukrajinske države. Treba je povedati, da je zelo veliko držav ukrajinsko državo po prvi svetovni vojni že priznalo, toda na koncu si je zahodni del ukrajinskega etničnega ozemlja vzela, oziroma vzhodno Galicijo si je, kljub temu, da je imela izrazito ukrajinsko večino, je dobila Poljska. In potem so poskušali Poljaki, predvsem po ideji Jozefa Pilsudskega, poljskega narodnega junaka iz tega obdobja, oblikovati vsaj neko tamponsko ukrajinsko državo med Poljsko in Sovjetsko Rusijo, toda tudi to je spodletelo. Zadnje dejanje oblikovanja ukrajinske države je sodelovanje teh ukrajinskih enot v
rusko oziroma sovjetsko-poljski vojni leta 1920, ko uspe najprej celo osvojitev Kijeva, toda potem Sovjeti potisnejo poljsko vojsko nazaj in kot je dobro znano, okoli praznika Marijinega vnebovzetja 1920 pridejo celo na rob Varšave, potem se pa zgodi tako imenovani čudež pri Varšavi. Poljaki potem spet napredujejo, ampak pri sporazumu v Rigi nočejo vzeti še večjega kosa ukrajinskega ozemlja, kot so ga že itak imeli, saj se zavedajo, da bi potem na Poljskem, kjer je bilo itak že 30% prebivalstva pripadnikov narodnih manjšin, bilo manjšin še več in tako potem jedrno območje vzhodne Ukrajine s Kijevom vred pristane v sovjetski Ukrajini in posledično v Sovjetski zvezi. Aleš, velika hvala za današnje predavanje, te bomo še povabili in se ti iskreno zahvaljujem še enkrat vsem, ki ste vztrajali toliko časa. Lahko noč vsem skupaj. Lahko noč, hvala lepa.